Ob 120. obletnici rojstva Antona Podbevška so leta 2018 v novomeškem gledališču uprizorili predstavo Izumitelj na zemlji, v zasnovi na režiji Bare Konec ter v dramaturgiji Miklavža Komelja. Bara, poleg tebe in Miklavža, kdo je vse sodeloval v predstavi? Zvočno podobo je naredil Matevž Kolenc, aranžmaje in adaptacijo klavirskih skladb Marija Kogoja, Malenkosti, sta naredila Matevž Kolenc in Saša Folmajer. Scenografijo je ustvaril Marko Japelj. Video, ki ga tudi v tem trenutku gledamo, je ustvaril Zek Sivers. Svetlobo je oblikoval Simon Žižek, kostume pa špela Ema Veble in Nina Jakodic. Asistentka režije je bila Ana Laura Richter. Performerji in soustvarjalci Andraž Juk, Leja Jurišič, Urban Kuntarič, Ana Pandur-Predin, Pavle Ravnohrib, Saša Folmajer. Zanimivo, da si jih naslovila kot performerji, ne igralci. Ali je to bilo namenoma? Ja. Kako prizoriti Podbevška? Zgodovinsko dokumentarno, metaforično poetično? Nič od tega. Fizično, materialno, telesno. Ne skušati ujeti duha predstave, ampak njeno meso. A to pomeni, da so meso in duh v poeziji razlikujeta zate? Absolutno. Če ujameš meso poezije, iz njega nekako nekontrolirano izide njen duh. Če pa skušaš ujeti njenega duha, na koncu dobiš le pokvarjeno meso. In kako si se izognila pokvarjenem mesu? Skušala izogniti. Če hočemo uprizoriti poezijo, če hočemo ne prikazovati avantgarde, ampak utelesiti avantgardno poezijo, ji moramo dati prostor, da se realizira skozi njeno materialnost. To pomeni skozi telesa performerjev, skozi fizično napetost med njimi, skozi razmerja teles, prostora, snovi, skozi njihova razmerja do vode, do zraka, do predmetov, do oblek, ki jih imajo v sebi. Ti si izbrala metaforiko vode. Zakaj metaforiko vode? Ne metaforiko, ampak snovnost. Predstava, ki hoče poezijo utelesiti, materializirati, ne sme delovati na način metaforike, upodabljanja, prikazovanja, ampak bolj na način udejanjanja. Zakaj se ti zdi, da v uprizoritvi metafora ne deluje? Metafora je v bistvu jezikovna tvorba. Njena moč izhaja iz napetosti med skrajno čistostjo, točnostjo, neko zadetostjo nadomestitve in poljem vseh možnih drugačnih nadomestitev, ki se z vidika izbrane podobe zdijo nepopolne, nečiste. Ampak vseeno tvorijo bazen podpomenov, ki na neki nezavedni ravni vzdržuje moč izbrane metafore. Tako stvari delujejo v jeziku. V uprizoritvi pa se pomen tvori na nek bolj kompleksen način. In če tega pomena nočemo sploščiti na raven naracije, moramo predstavo vzpostaviti kot nekakšno polje polipercepcije, ki omogoča večslojno zaznavo in večplasten dojem doživetega. To pa obenem pomeni tudi opustitev jezikovnih sredstev, kakršno je metafora. Ker ta sredstva v večplastnem polju uprizoritve delujejo
bodi si naivno, bodi si totalitarno. In tukaj gre za prepustitev odločilnih pomenskih povezav samim gledalcem. Mislim, da ima uprizoritev največjo moč takrat, kadar opusti nadzor. Ampak Podbevšek uporablja metaforiko vode in voda je prisotna v predstavi Izumitelj na zemlji. Ja, Podbevšek pogosto uporablja metaforiko vode, v bistvu metaforiko vseh primarnih snovi. Voda prisotna v metaforah, naprimer, ali pa primerah žile kot vodovodi, potne kaplje kot jezera, solze v očeh kakor morja, živci kakor deroči strugi, ozki čolni, pesnik je kot ledenik v Atlantskem morju in tako naprej. V predstavi pa je ta metaforika na nek način prepuščena sami sebi. Vzpostavlja se tako rekoč naključno, ampak ravno v naključju obstaja neka nujnost. Oder napolni voda. Kaj to pomeni? Mnogo stvari. In obenem nič. Kot režiserka, kot avtorica nekega projekta nočem nadzorovati pomen. To je v bistvu tveganje, ampak obenem je tudi nekakšno bazično, temeljno zaupanje. Lepo je poslušati, o čem si govoril, čeprav nisi ponudil drugega kakor molk. Razmišljam zdaj o teh več pomenov vode na odru, ker kot gledalec vodo sem doživela kot prizorišče, ampak prizorišče in bolečine in žalosti, rekla bi tudi spominov, čistine, mlečne poti, bila je bela, geneze povezovanja v zločinu in čaščenju, če lahko tako rečem. Ko pa se voda formalizira v kapljice, je tudi štetje in mora biti zamenjava za zrak. Namesto zrakoplova je podmornica, ne v predstavi, ampak dobim ta občutek te vode. In v vodi se dogaja ta implozija, ne pa eksplozija. In če govorimo o podmornici, je potem to podmornica, ki se zmečka. In če praviš, da pomenov nočeš nadzorovati, jih lahko gledalec prezre ali uzre. Tukaj sem se spomnila na pojem spregleda. Spregled, ki hkrati pomeni, da nekaj uzreš, da končno spregledaš in da v bistvu nečesa ne vidiš, da spregledaš. Ne drugo se v resnici ne dogaja namenoma, po drugi strani pa se tudi ne dogaja po naključju. Se pravi, gledalec v predstavi vidi tisto, kar hoče videti in spregleda tisto, kar hoče spregledati, česar si ne želi videti. Tako da v bistvu se predstava vzpostavlja skozi gledalca, obenem pa se gledalec skozi predstavo vzpostavlja kot subjekt. Ker biti subjekt pomeni postati subjekt, pomeni delati. In umetnost ima to možnost, da ponuja orodja, ki jih lahko posameznik zagrabi pri tem delu, da ponuja neke možnosti, skozi katero subjekt lahko postaja subjekt, se aktivira. In v resnici v današnjem času
pravzaprav ne vidim drugega pomena, smisla umetnosti kot to. Ali to pomeni, da je udejanjenje zate povezano z intervencijo? Ja, udejanjanje v vsakem primeru je vedno povezano z nekim rezom, z neko intervencijo, z nečim, kar intervenira konkretno, materialno, fizično. Tam, kjer bi mogel biti smisel, je vedno prepad. In telo je v prizoritvi bistveno soočeno z neko praznino. Na začetku pa se dogaja scena s klavirjem. Zanima me ta scena. Glasbenik igra, čeprav mu drugi akterji postopoma, vendar zelo učinkovito spodnašajo sestavne dele glasbenega inštrumenta. Ja, pri tej sceni sem izhajala iz avtonomnosti avantgardne drže. Avantgardna umetnost se obrača sama nase, da bi do skrajnosti raziskala svoje možnosti. V tem smislu njen namen ni šokiranje ali prekinjanje z vsem obstoječim. To je bolj njen učinek. Njen namen je v resnici veliko bolj samozadosten. Ta prvi prizor, ki za izhodišče sicer vzame materialne, konkretne koordinate literarnega večera, tako imenovane soareje, kakršne je imel Podbevšek s Pogojem, se ukvarja samo mejo vztrajnosti. Kaj se zgodi s skladbo, če med igranjem pianistu odnašamo dele klavirja? Zelo preprosto vprašanje, preprosta, zelo konkretna materialna naloga. Obenem pa se tu odpira vprašanje, kako sama umetnost vztraja. Kaj vse je lahko spodnešeno, izmaknjeno, da še vedno traja. Avantgarda je hoja naprej. In to ne samo v smislu odkrivanja novega, ampak še bolj v smislu vztrajnosti. Hoja naprej, ki se ne ozira na ovire in na okoliščine. Neka hoja do skrajnega roba in čez. Tudi pristop Kolenca in Follmajerja, avtorjev glasbe in glasbenega aranžmaja v predstavi, je bil v tem smislu avantgardni. Ker je v živo izvajana improvizacija, izpeljana iz Kogojevih malenkosti, bila izvedena tako, da je bil vnaprej v studiu vsak ton klavirja vnaprej posnet skozi vodo, s pomočjo podvodnega zvočnika in mikrofona. In na tak način smo v predstavi postopali z vsako stvari. V bistvu iti v nekem smislu še naprej, še do konca, kam še lahko stvar popeljamo. Obenem klavir seveda obilno preči Podbevškovo metaforiko. In gledalec, ki je bral Podbevška, potem pomene začne asociativno povezovati. Voda, nič drugega kot voda, klavir, nič drugega kot klavir, ki razpada. V redu. Zanima me, kako razumeš oviro? Ali izumljanje na zemlji potrebuje oviro? Ja, Podbevškov izumitelj je priklenjen na zemljo. Ne more poleteti. Izumil je zrakoplove, a lope se nočejo odpreti. Ampak to še ni najhujše. Ta romantična eksistencialna tegoba, če lahko tako rečem, se spremeni v tesnobo, ko duh poleti v kozmični prostor in se zave v tistem trenutku, da je pravzaprav ujetnik vesoljstva. Ujetnik je vesoljstva. Zakaj? Ker je vesolje brez meje? V bistvu je za kozmičnega anarhista ključno neko presežno spoznanje. In to je, da je ravno meja ta, ki osvobaja. Ravno ovira je vzvod. Ampak kako ovira lahko deluje kot vzvod? Kdaj začne delovati kot vzvod? Mogoče je najbolj dobra primerna primera porodni krči. Se pravi, nekaj, kar hkrati sproža novo življenje, obenem pa
pa neki sil, neki vleče nazaj, ne? V bistvu tega noče. In ravno ta napetost med vzvodom in oviro, v bistvu dejstvo, da je ena in ista stvar, en in isti proces, hkrati vzvod in ovira, vzpostavlja to skrajno silo, skrajno napetost med možnim in nemožnim. In to, kar hoče prodreti skozi to napetost, se roditi skozi to napetost, potrebuje zelo veliko silo. Se pravi, da je močno, kar dokaže že s tem, da sploh pride na dan, da ni poniknila v tej napetosti. In ravno tu, v tej moči je polje ustvarjanja, polje svobode, polje novega v vseh smislih, tako v človeškem, kot v poetičnem, kot v političnem. Ja, ampak v predstavi to pokazano tudi z samim nastankom besede. Beseda nastaja skozi oviro. Beseda za svoj nastanek potrebuje oviro. Govorim recimo o tem prizoru, ko se dva med sabo davita v vodi, pa se ne borite preprosto za zrak, ampak za nastanek besede. Tudi ko se performerja poljubljata, se beseda s poljubom drugega duši, ampak obenem tudi ustvarja. In to natanko v tej rezonanci tuje ustne votline. In beseda se potem še prenaša naprej z novim poljubom in ta prenos je natanko matem. Beseda se grize na način, da je izlajana. In tukaj res omenjam ta prizor z Lejo, Lejin besedni izgriz, ki ga naredi. Pa še ta scena s cevko v vodi in se izgovarjajo besede skozi to cevko in te besede nastajajo šele znotraj vodene snovi. Torej šele tam zadobi svoj obstoj, svojo materialnost v vodi. Ja, če je moč poezije v tej napetosti med možnostjo in nemožnostjo, potem mora uprizoritev to napetost iskati na ravni same materije. Se pravi, da mora vzpostavljati napetost med tem, da je nekaj izgovorjeno in zadušeno, da nekaj dobi glas in ga hkrati izgubi, da so besede hkrati pogoltnjene in izbruhnjene, požrte in izpljunjene, da se govor bori z dihom, da se tišina hoče in noče utelesiti kot voda gladina. Dobro, ali nam danes zmanjkuje ovir? Ne. Ovir nikoli ni videl tisti, ki jih ni prepoznal. Ne bi rekla, da je bilo našim predhodnikom kaj težje kot je nam. Ampak šele, ko prepoznaš oviro, se lahko spotakneš. In šele takrat se lahko ujameš, preden padeš. Ti si prepoznala kakšno oviro? Oviro? Sam. Ovire je zame, če lahko tako rečem, identiteta. V tem vidim ta zelo preklet imperativ, da A mora biti enako A. To je imperativ, da moraš spoštovati to tautologijo, da jo moraš doseči. Problem je v tem, da ti nobeden ne pove, da je ta A indeksiran z neko že identiteto, z neko identifikacijo, oznako, s katero te družba označi, identificira, klasificira, umesti. In potem je ta A ni samo A, ampak je to neki AP, neki umeščeni A. In če to povežem s Podbevškom, tako kot iščemo, kako je Podbevšek v enakosti za oznako, s to identiteto, da je predstavnik slovenske avantgarde. In je potem ves naš napor v lovljenju tega, kaj slovenska avantgarda je, kaj slovenskost avantgarde je. In če Podbevšek na njo ustrezno odgovarja. In zdaj, ko sem to rekla, da je to zame ta ovira, potem te moram vprašati,
kako predstava razume kozmični anarhizem, zakaj anarhizem potrebuje kosmos in zakaj kosmično potrebuje anarhičnost. Kozmični anarhizem v bistvu lahko vidimo kot neko paradoksno konstelacijo. Na eni strani imamo red, kozmos, na drugi strani nered, anarhijo, kaos. In to, kar se nam zdi paradoksno, smo navajeni vreči. Misel je predskušnjava, da bi se v paradoksu razpustila. In zato bi lahko kozmični anarhizem kar takoj odpravili kot nespisal in se nehali ukvarjati z njim. Potem obstaja tudi možnost, da naredimo ovinek in se izognemo paradoksu, ne da bi opustili idejo kozmičnega anarhizma. Če anarhije ne razumemo v nekem robespierrovskem pejorativnem smislu anomije, temveč kot ideal akefalnega družbenega reda, ki hierarhijo nadomesti s horizontalno družbeno organizacijo, od Proudhona do Kropotkina, ki mu je v svojem družbeno angažiranem obdobju sledil tudi Podbevšek, potem kozmičnega anarhizma ne vidimo kot paradoks, temveč kot novo obliko reda, ki se za razliko od vertikalnih družbenih organizacij lahko širi v neskončni prostor. Ali pa razvijamo kozmični anarhizem kot intergalaktično politično teorijo, kot je to nedavno storil Kevin Keller, ki izhajajoč iz latence kot ključne zgodovinske omejitve velikosti in intenzivnosti vlad, pokaže, da so razdalje med zvezdami prevelike, da bi lahko v praktičnem smislu oblast prenesli na osrednje odločevalsko telo. Zato sklepa, da je malo verjetno, da bodo suverene politične organizacije kdaj nadzorovale več kot en zvezdni sistem. Ideja neke vertikalno organizirane galaktične vlade pa se mu zdi povsem nemogoče. Iz teh ugotovitev izpelje predpostavko, da v Mlečni cesti potencialno obstaja več kot 100 milijard neodvisnih, nezvezdnih civilizacij in iz te predpostavke na to izpelje sklep, da je glavno načelo političnega urejanja v kozmosu anarhija. Toda kozmični anarhist, strašni anarhist, ki se boji samega sebe, človek z bombami, ki v sebi nosi brezmejno sovraštvo do vsega obstoječega in preveliko neskončno blaznost ustvarjati iz niča, se ne boji paradoksa. V njem živi. V napetosti med možnostjo in nemožnostjo, končnostjo in neskončnostjo se anarhizem vzpostavlja kot dimenzija neskončne moči. Resnična moč, ne v smislu nasilja, temveč v smislu inercije, je vztrajanje v paradoksu. V absolutnem razmerju do absoluta, kakor paradoks označi Kierkegaard, ki je hkrati vesoljstvo in nič. Potem se dvojnost kaosa in kozmosa razgrne kot nekakšen deluzijanski kaozmus, kot emanacija novega reda součinkovanja, ki izhaja iz enakomočnosti in v katerem glas samotnega glasnika rezonira v glasovih telegrafistov na vseh 4 straneh neba.